Ponovno pozdravljeni. Z nami ste še vedno Tomaž Štih, libertarec, in magister Rado Pezdir. Rado, ti si pred oglasi hotel še nekaj povedati glede socialističnega backgrounda premierja Cerarja. Izvoli. Ja, dejansko sem hotel to reči, da za te volitve, o katerih je bil tudi, v katerih je tudi tweetal Tomaž Štih, bo vsekakor odločilno, kako bo mlada levica odigrala svoje poteze proti stari levici. Jaz mislim, da se mlada levica ne zaveda... Oprosti, kdo je mlada levica? Luka Mesec ali kdo drug? Ne, mlada levica je poslanska skupina SD-ja, Okay. ki je očitno v nekem nasprotju z Murgalskim centrom, ampak problem... Zdaj ti bo Matjaž Han poslal en šleper laškega piva, ki si rekel, da je mlad. Levica srednjih let, ne? Džabe on me en poslal, če napijem pera. Me Red Bull pošle. No, glavno, da reklamo delaš tle v oddaji, ne? Upam, da gledalci tega niso opazili, izvoli nadaljuj. Še da opazijo. Zgodba je o tem, da mislim, da se na levici ne zavedajo, koliko je zelo velika moč Kučanove mreže in kako lahko hitro jih požre. Čudi se mi, da imajo toliko kratek spomin, ker se ne morejo spomniti niti očitno, kako je Kučan delal inženiring Pahorjeve vlade, kako je pač kot neka siva eminenca, ki je noter njemu v pisarno vdrl in ga odstavil kot predsednika vlade. In če ta del levice misli, da je njihov problem Janez Janša, se moti, njihov problem je dejansko Milan Kučan. Oni bojo na tnalu nosili svojo glavo, nekdo iz Murgel bo pa dvigoval telefon in klical. In če ne bojo prišlo do razrešitve neke na levi poziciji, potem se lahko zgodi in je zelo verjeten dogodek, da levica dobi na naslednjih volitvah 70%, kar je ustavodajna večina. In ko se je Pandorina skrinjica odprla z šarjenjem po ustavi v tem mandatu, lahko pričakujemo kar precejšen pokol ustave v naslednjem mandatu in v tem smislu in kontekstu je Štihov tweet zelo na mestu. Ok, Tomaž, koliko bo pol takrat, ko bo imela levica to ustavodajno večino, koliko bo takrat minimalna plača? Oziroma, da te tako vprašam, koliko je pri vas v vaši japonski firmi v londonskem Cityju minimalna plača? V Veliki Britaniji ni enotne minimalne plače, ampak je več minimalnih plač, saj v bistvu v državah, ki imajo urejen socialni model, tako ali tako minimalnih plač ne poznajo. Recimo Švedska ne pozna minimalne plače, Norveška ne pozna minimalne plače. So samo maksimalne plače, hočeš reči? Danska ne pozna minimalne plače, Finska ne pozna minimalne plače, Nemčija do vlade Merkel-Schulz ni poznala minimalne plače. Sosedje Italijani ne poznajo minimalne plače. Skratka, minimalna plača je nek izhod v sili za vlade, ki cel mandat nič ne delajo, pa se jim zgodijo stvari, kot so recimo to, da jim cene stanovanj v 2 letih zaradi slabih strukturnih politik na tem področju skočijo za 25%. Mi vemo, da je stanovanje najvišji strošek vsakega gospodinjstva in potem oni rečejo, ja, bomo pa mi to vsaj deloma omilili s tem, da bomo 25 evrov več vsakmu dali, ki je na minimalni plači, ampak to ni nobena strukturna rešitev. To ima ravno tako slabe plati kot dobre plati. Ena izmed slabih plati minimalne plače je recimo to, da mladi zelo težko pridejo na trg dela, ker določeni mladi, recimo vajenci, enostavno še ne znajo dovolj, da bi si zaslužili tako plačo in se jih preprosto ne zaposli. In zato imamo v Veliki Britaniji, mislim, da 3 ali 4, ne me držati za besedo, minimalne plače. Osnovna minimalna plača za ljudi nad 25 let je 7,5 funta. Recimo za vajence od 16 do 18... Urna postavka je to ali dnevna? Urna. To je urna postavka. Za vajence od 16 do 18 let je pa mislim, da okoli 4 funte. Vlada že računa v evre, tam vidim zraven. Koliko je to za vajenca? Ja, se še mlad, veš, on bi pod 25 bi prišel. Ja, tako da... minimalna plača je pač v Sloveniji, bom rekel, predmet politične manipulacije. In to definitivno ni dobro. Trenutno se govori o dvigu minimalne plače. Čeprav, kakor jaz vem, imamo zakon o minimalni plači, ki je od 2010, ki resornemu ministru vsako leto nalaga do 31. januarja uskladiti minimalno plačo z inflacijo, stroški življenja in to, kar zdaj počne ministrica, je čist navadno
vladavina prava, ona to mora početi, ker je tako v zakonu piše, usklajuje minimalno plačo, da temu pravimo dvig, je pa verjetno krivo predvolilno obdobje. Ne? Ja, se to tudi se meni zdelo hecno, ker noben itak ni zadovoljen s tem dvigom, ne? Zakaj bi sploh provociral ljudi, pa razlagal, da gre za dvig. Rado izvoli. Jaz mislim, da gre za izrazito napačen ukrep, ki je nedomišljen. Je pa zakonit, ne? Nisi poslušal Tomaža, seveda je zakonit, ne? Ampak problem je tudi, ker alternativne predloge so enostavno zavrgli in to z zelo neumnimi obrazložitvami. Kjer ga imaš v mislih, recimo? Alternativen predlog je bil, naprimer, da se bruto plača direktno pretvori v neto, se pravi, delodajalec isto plača, tisto, kar so bili pa prej davki in prispevki, pa dejansko pride v žep delavca. Ne? Zdaj, kontraargument temu je bil, ne, da potem pride do davčnega izpada v proračun, ker pač to zadrži zaposlen. Ne? In jaz že dolgo nisem slišal toliko absurdno neumnega odgovora ali pa kontraargumenta, kaj ti, če povečaš bruto plačo, tako da povečaš bruto skupaj neto in davki in prispevki, potem se povečajo stroški dela v podjetju, potem se povečajo odhodki pri enakih prihodkih, je dobiček manjši in je tudi davki z dobička manjši in gre v proračun manj denarja. To je ta distorzija, ki jo očitno nočejo opaziti. Medtem ko pa sprememba bruto v neto, ne, pa deluje kot ena brezplačna subvencija, ki nobenega ne košta ničesar. Ampak izpad davka, da ne bomo se narobe razumeli, se zgodi po alternativnem predlogu ali pa po temu, ki ga pripravlja vlada. Ampak očitno so v vladi relativno dezorientirani, kar se tiče ekonomije. Če mislijo, da dvig minimalne plače po bruto postavki ne bo imel vpliva na davčne prihodke, pol pač smo obtičali skupom idiotov. Ja, razumem, ampak se veš, ne, tam na Ministrstvu za finance menda vlada zdrava atmosfera, tako da čisto možno, da imajo drugačno orientacijo. Ja, ta zdrava atmosfera ne premore logike in pol jebi ga. Lahko še en mit razbijemo. V Sloveniji imamo kar veliko ljudi z minimalno plačo. Ne? Mislim, da zadnja številka je 35 000. Ja, imamo celo ljudi z minimalno plačo v javnem sektorju. Tudi tam je precej. Nimamo pa preveč dolgega političnega spomina, da bi se spomnili, kako je do tega prišlo. Ne? No, izvoli. To bomo pol zbrisali, ampak vsem povej. Pred 2009 je bilo v Sloveniji vedno dolgo let približno 16 000 ljudi za minimalno plačo in v javnem sektorju ljudi za minimalno plačo sploh ni bilo. 2010 se Vrhovni sovjet pod vodstvom Boruta Pahorja odloči, da bo dvignil minimalno plačo za skoraj 15%, 14 in še nekaj. In s tem, ko on dvigne minimalno plačo... To v času krize, ne? Tako. Vsi ljudje, ki so bili nad minimalno plačo, nenadoma padajo na raven minimalne plače. V to kategorijo, ja. In s tem se število ljudi z minimalno plačo administrativno poveča iz 16 000 na 45 000. Hkrati pa dobimo minimalno plačo v javnem sektorju, ki prej nikoli sploh ni bila problem in je povsem umetno sproduciran problem. Če je že kdo kdaj pokazal graf na tej oddaji, ne vem, jaz pa menga, ki ga bom zdaj le malo pokazal. To je zdaj na lastno odgovornost, ne? Okay. To je ta graf, ne? Se pravi, tam, ko gre gor, se začne minimalna plača. Tako, tukaj se zgodi ta dvig, in to je količina ljudi potem, ki pristane naenkrat na minimalni plači, to je pa začetek minimalne plače v javnem sektorju 2010 zaradi administrativnega dviga minimalne plače, ki je preko zmogljivosti gospodarstva in recimo, da se danes... Ne, kar izvoli, dokončaj. Recimo, da se danes zelo manipulira s tem, koliko ljudi na minimalni plači. To sem hotel zdaj vprašati. Komu zdaj koristi to najbolj, da se število ljudi na minimalni plači poveča? Ker so na minimalni plači, ker običajno je minimalna plača dober izgovor, da leta in leta ostaneš na tej postavki, ki jo je politično določila država. Pa malo je tudi stigma, mislim, gotovo ni dober občutek, če prej nisi bil na minimalni plači. Kaj šele, če imaš zajamčeno plačo, ki je še slabša kategorija od tega. In to ne reši problemov na trgu dela, ampak jih perpetuira in to je dokazano. Se pravi, če ministrstvo ni bilo v stanju ene resne reforme na trgu dela narediti,
jo za tem enkratnim dvigom sigurno ne bo naredila. Ne samo, da bojo imeli izpad iz prihodkov iz proračuna, ampak se bo investicijska sredstva skrčila in debt to equity ratio se bo zmanjšal oziroma povečal v smeri dolga. Kar je pa problem, ker čez 2 leti nas verjetno čaka dvig obrestnih mer Evropske centralne banke in bo težava pri podjetjih za financiranje investicijskih projektov. Tomaž, ti si hotel še nekaj reči iz londonske perspektive. Izvoli. Želel sem reči, da gotovo ni prijetno občutek, da si na tako nizki plači, sta pa dve realnosti. Ne? Prva, mogoče je ljudem težko reči, da je cesar govnen. Slovenija je siromašna država, ne? In zato je minimalna plača nizka. Ne? Ampak ugledna, ne smemo zdaj biti. Ugledna siromašna država. Ni trenutek za smehno. Druga stvar je pa, da je pač treba se vprašati, ne, ko recimo govorimo o minimalni plači v javnem sektorju, ne, kje ima vlada pamet, ne, da gre od začetka krize do danes zaposliti 21,000 novih ljudi v javnem sektorju, hkrati ima pa ljudi na minimalni plači. Niso pomislili, da če bojo toliko povečali maso plač, da morda pa ne bo toliko, da bi tem ljudem lahko dali spodobno plačo. Ne. Veste, to je tisto, kar pravim, ne? Minimalna plača je gasilski ukrep, ki sicer pomaga ljudem, ampak mi nikoli ne bi smeli povečati javnega sektorja, zato pa tega problema ne bi več bilo. Ne? To je to. Pravi problemi so strukturne reforme, ne? Povečati minimalno plačo. Ne? Ker s tem preložimo krivdo, ki je bila nekje drugje zakuhana na gospodarstvo. Ne? Razumem. Ok, zdaj imamo ljudi na minimalni plači, ampak imamo pa tudi razne mednarodne indekse blaginje. Ne? Po enem izmed teh, kot boste videli na fotografiji, tudi je Slovenija lani bila uvrščena na 21. mesto, kar je mesto slabše kot leto pred tem. Ne? Če lahko damo nazaj režija še malo tale graf, da pač malo pokomentiramo. Skratka, najboljše nam gre na področju izobraževanja, najslabše nam pa gre na področju pač gospodarstva. Kaj vam to pove? To ni nad zdaj presenetljivo novega, ni neka ugotovitev, to je nekaj, kar se vleče že približno 15 let in vse, kar pove, je o tem, da obstaja kakršnakoli odsotnost politične volje po spremembi česarkoli. Ok, Tomaž, bi ti kaj dodal? Ali je še spet kakšen alternativen graf, ki ga bo zdaj pokazal? Ne bom povedal samo, da se to zelo jema s predstavami Slovenije, da je government je zelo slab, ne? Kar pomeni, da je vlada nekompetentna. Ne? Business environment je zelo slab, če sem prav videl 56. Ne? To pomeni, da smo zadaj za čisto vsemi evropskimi državami in še vsemi vzhodnimi tekmicami. Pomeni, da smo res na dnu. Ne? In če sem prav videl, je bil tudi health zelo slab. Ne? In to pomeni samo, da ljudje še kako čutijo te stvari in imajo čisto točno predstavo, katere stvari so najbolj potrebne reforme. Ta kategorija se je najbolj poslabšala zdaj v bistvu iz predlani na lani. Ne? Tako da to zdravstvo, to drži. Če smo realni, zdaj se izteka mandat te vlade. Jaz ne vem, kdo lahko našteje kakršenkoli strukturni reformni ukrep, ki bi bil malo bolj drzen, kot je prepoved Thompsonovega koncerta v Mariboru. Jaz ga enostavno ne vidim. Za nami so izgubljena leta. Ta zadnji je bil tisti, da so preverjali, če javni uslužbenci res živijo tam, kjer imajo prijavljeno bivališče. Pa danes se 2018 še kar naprej pogovarjamo o privatizaciji NLB-ja po 2 sanacijah. Ta vlada je pač bila neka slamnata vlada. Jaz v njej ne morem absolutno ničesar več iz enega samega razloga, ker na področju ekonomske politike nismo videli ničesar. Ne na področju davčne politike, ne na področju trga dela, ne zdravstva, pokojninske reforme, ničesar. To je fenomenalno, da imaš obdobje 4% gospodarske rasti in ti na pamet ne pade nič drugega, kot razmislek o redistribuciji. Ok, še zadnje vprašanje, počasi gremo proti koncu oddaje. Tomaž, Rado, kire so zdaj tiste nujne reforme, se pravi, tisti, ki bo zmagal, bo socialist ali pa ne bo, zdaj gleda to oddajo in ve, da imamo prav, to smo dokazali, ene grafe smo imeli na ekranu, ene si ti sabo prinesel. Kaj mora zdaj narediti junija po volitvah, kaj so ta pravi ukrepi, da bomo sta hudega ven?
Ja, kje si pa bil ti zdaj 10 let? Ja. To je skozi ista zgodba. Ja, no, pa dobro, povejmo še enkrat, enkrat se že prijel, ne? Jaz odbijam ponavljati po 15 letih ene in iste zgodbe. Ok, ti, ker bo užaljen, pa pi tisto, kar ni laško pivo, bomo Tomaža vprašali, ki je ugleden človek, v Londonu dela za japonsko firmo. Izvoli Tomaž, tako, izvoli Tomaž, beseda. Minuto imaš pa časa, vprašaj. Jaz bom rekel, da se strinjam z Radotom in da je Mičo Markaj že vse povedal, ne? In dejstvo, da se še vedno pogovarjamo o istem, je samo zato, ker ničesar od tega nismo izvedli. Ne? Tri besede, privatizacija, deregulacija, liberalizacija, ne? In vse, kar pride o tem, zdaj še enkrat vse to opisovati. Ne, mi vemo, kaj je treba narediti. Mi smo samo izjemno slabi v prioritetah in izjemno slabi v tem, da povlečemo kakšen utrep čez 2-3 mandate, kar bi ga naredili zelo smernega, pa bi bili na koncu rezultati, predvsem zato, ker se cela država niti ne strinja, kam bi želeli iti. 2/3 želite iti v Sovjetsko zvezo, 1/3 v Švico in tukaj smo nekje na sredi in nikjer. Rado, kam bi ti šel, v Švico ali v Sovjetsko zvezo, kam pašeš? Ja, jaz nisem več del te države v tem smislu, da se spuščujem pa posevjam na vse te institucije, zakone. Zame je to samo en totalitarizem, ki sem ga prisiljen upoštevati zaradi prisile, ampak intimno to mene več ne zanima. Ok, no, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj ste videli, da Red Bull ti res da krila. Najlepša hvala, Tomaž, za gostovanje v naši vdaji, z veseljem še kdaj. Najlepša hvala tudi tebi, Rado, za tvoje cenjene komentarje, skrili. Tole cinizem. Po oglasih pa vas bomo popeljali na planet pretepov.